Pozdravljene, drage gledalke in drugi morebitneži. Kdo je zvonil po toči? Kdo je bil general po bitki? Kdo je modro molčal, dokler ga ni srečala naknadna pamet? Kdo je priložnost, da kot akademik vodi in usmerja, zamenjal s tem, da zapoznelo razlaga, kaj vse je bilo zamujeno? To je čakademik, naša nova beseda tedna. Čakademik je strokovnjak, ki s svojim mnenjem, pojasnilom, stališčem ali kritiko taktično počaka, da se ne bi slučajno zameril politiki, drugim kolegom akademikom, medijem, kričeči manjšini ali celo molčeči večini. Čakademik je tudi strokovnjak, ki namesto, da bi priznal napako, raje poišče za lase privlečene izgovore. Ko na primer član ali članica strokovne skupine javno oznani, da kateri izmed polsmiselnih protikoronskih ukrepov ni tisto, kar je strokovna skupina predlagala, 6 mesecev potem, ko se ukrep že izvaja, rečemo, da ga je poneslo v čakademske vode. Ja, biti znanstvenik ali strokovnjak v času epidemije ni lahko. V normalnih časih širša javnost ne kaže posebnega zanimanja za stroko. V času epidemije pa so najpametnejši in najbolj izobraženi med nami precej bolj pod drobnogledom, ker prav od njih pričakujemo, da nam pokažejo luč na koncu tunela. In ko jim to ne uspe, jim razočarani dajemo nove nazive. Čakademiku soroden izraz je tudi distanstvenik. To je tisti znanstvenik, ki se takoj, ko sliši kakšno vladi namenjeno kritično mnenje svojih strokovnih kolegov ali kolegic, hitro distancira in vladajočim jasno sporoči, da on s to kritiko nima nič. Distanstvenik. Potem je tu še nekspert. Človek, ki ni zares strokovnjak, a se tako predstavlja in številne tudi prepriča, da zaupajo njegovemu neekspertnemu mnenju. Nikakor ne smemo pozabiti še na strankovnjaka. Nekdo, ki formalno gledano je strokovnjak, vendar svoje strokovno mnenje neutrudno prilagaja interesom sebi najbližje politične stranke. Najbolj znan strankovnjak te dni je zagotovo... No, tu bom tudi sam malo čakademsko počakal. Glejte, ko boste vi imeli kanal, se bom jaz naročil. Zdaj pa se dejte vi na mojega. Je prav? No, evo, me veseli, da se strinjamo.